To je prenos mase. In jaz gledam mojo učiteljico plesa in rečem, jaz sem to že nekje videl, sam nisem vedel, da je to, a ne, to je Scandinavian Flick. Vožnja po našem snežno-ledenem poligonu zgleda izjemno zabavno in lahko iz prve roke povem, da tudi je. Ampak tukaj zadaj je še veliko več. Od same tehnike do treninga vseh naših vozniških veščin, do med drugim tudi naših refleksov, ki jih včasih kar malo pozabimo oziroma ob vseh asistenčnih sistemih ne treniramo tako, kot smo jih recimo včasih. Za vas tukaj v Planici vsako leto pripravimo malenkost drugačno vsebino. Letos smo zagrizli v Scandinavian Flick. Velja za cel mit. Če si pogledate na YouTube, najdete ogromno videoposnetkov, kjer razni fantje govorijo o tem, da ko enkrat znaš to, postaneš iz fanta mož. No, mi smo to tukaj zelo hitro razblinili ta mit, prav vsi ste naredili to. In tudi punce so postale mojstrice Scandinavian Flicka, ampak ja, dobro razmišljanje. No, vse skupaj se je začelo v Skandinaviji, tam nekje v 70-ih, kjer so, Skandinavci so znani po dobrih reli voznikih, ampak nekaj jim ni dalo miru. No, predvsem to, da takrat v reliju še niso uporabljali štirikolesnega pogona. In zato so se ukvarjali z klasičnim vprašanjem vsakega dirkača, kako prinesti čim večji del hitrosti, ki jo prineseš v ovinek, tudi iz ovinka. In zato so se igrali z prenosom mase. In to je pa tisto, kar smo v Planici letos iskali. In avto kontrolirano premikali iz enega na drugo stran in iskali trenutek, ko štirikolesni pogon avto iz ovinka potegne veliko hitreje, kot pa tisti samo s prednjim pogonom. Scandinavian Flick je kako avto postaviti v ovink, da ga spelješ malo drugače, kot smo vajeni. Skandinavci so začeli to, mislim, da na Finskem se je to nekako razvilo, ne? Neka taka njihova tehnika za hitrejše speljevanje ovinkov. Tukaj nismo zato, da bi driftali. Mi zdaj kontrolirano prenašamo maso iz enega drsenja v drugo drsenje. Nas prvo drsenje zanima samo toliko, da avto spravimo v gibanje. Zato, da lahko kontroliramo, drsimo, moramo vedeti, kaj se v katerem trenutku z maso dogaja. Moramo pravzaprav poiskati tisti trenutek, ko avto postane resno lahek, to v sedežu začutite in ga kontrolirano prestavite na drugo stran. Kako se naredi Scandinavian Flick? Po mojem še zmer dobro ne vem. Treba imeti stopalko na plinu. Najprej levo, potem desno. To pa so največji mojstri znajo. Torej, Scandinavian Flick izpelješ tako, da prideš z neko relativno srednjo hitrostjo v ovinek. Pol sunkovito v levo. Moraš pustiti, da ti avto zdrsne, počakati, da ti zadrsi v pravo smer in potem ga pravzaprav z gasom vzdržuješ. Pol ovinka dejansko predriftava, ne? In dobiva dosti bolj ravno linijo izhoda ven iz ovinka, ne? Tako da lahko pač hitreje pospešujejo. Kar je rekel grški filozof, ne, dajte mi velik vzvod, pa nekaj, da postavim gor, pa lahko zemljo premaknem, ne. Pomembno je bilo pač avto začutiti, ga iz enega stanja prestaviti v drugega, ne. Z volanom tako moraš malo nagajati, zaradi tega, ker če ne, pač ti avtomobili, a ne, na štiri pogon drugače najdejo pot in speljejo ven, ne. Tako da jih moraš skozi malo hecati. Poln energije začutiš, pa velika adrenalina se po žilah steče. Zelo luštanje. Še malo, potrpežljivo. Počakati. 3, 4. Gaz. Še, kar drž ga. Inercijo porabiti tako odlično, to je to. V kritičnih situacijah pa mislim, da ti prav pridejo. Če prije do kakšnega neljubega dogodka. Da predvideš, kako se bo avto obnašal in kje boš v bistvu po koncu kontroliranega drsenja končal. Elektronika, mislim, zmore, samo fizika ima svoje meje. Avto sam nekaj lahko pomaga, ampak 100% nas pa ne bo nikoli rešil. Zaradi tega, ker ima avto svojo maso, se dejansko obnaša na cesti po zakonih fizike. To smo počeli v varnem, zavarovanem in zaprtem okolju pri zelo nizkih hitrostih. No, da smo pa to lahko počeli, je bila pa pomembna podlaga in poglejmo, kdo je bil zanjo odgovoren.
Naredili smo približno 900 kubikov umetnega snega, katerega smo mogli tudi razporediti po samem terenu. Razpored je bil tam nekje med 15 in 20 centimetri, potem smo ga pa v 3 nočnih izmenah v celoti zalili. Za konco, za lepo fineso, smo pa še s teptalnim strojem še enkrat potegnili in nekako pripravili za najboljši poligon v Evropi. Jaz mislim, da ni možnosti, da se ga uniči. Je ledena podlaga, katero vsak večer ponovno poretrakiramo, tako da imamo na vrhu nekako 2 centimetra svežega snega, tako da so pogoji idealni za samo vožnjo. No, veščine, ki vam jih pomagamo osvojiti v planici, smo seveda že posneli. Poglejte si ta naš tečaj. Mi smo prepričani, da bo voznikovo čutenje avtomobila še dolgo izredno pomembno, čeprav gre vse skupaj v neko drugo, avtonomno smer. Kakšna bo? Poglejte.